Približno 400 tisoč razseljenih Libanoncev se je zdaj vrnilo v Južni Libanon, odkar je prejšnji teden začel veljati okvir, ki ga podpirajo ZDA, tako pravi libanonski vladni minister. Od marca so po besedah libanonskih urednikov morali približno 1 milijon ljudi zapustiti svoje domove. In zdaj, ko se 100 tisoči vračajo na jug, se vračajo domov v poškodovane hiše, skoraj brez elektrike in vode, ter številna uničena podjetja. Z mano v studiu, da bi podrobneje razpravljali o razmerah v Južnem Libanonu, je varnostni analitik Jonathan Regel. Jonathan, ko vidimo, da se 100 tisoči teh libanonskih prebivalcev vračajo domov v Južni Libanon, kako to vpliva na trenutno varnostno ureditev? Ali to predstavlja kakšne nove izzive? Da ker so tam še vedno izraelske sile, Izrael pravi, da se ljudje ne bodo vračali na območja, ki jih nadzoruje Izrael. Ampak, ko govorimo o takšnem številu ljudi, pri 400 tisoč ljudeh bo sčasoma vsaj nekaj od njih lahko predvidevamo prečkalo rumeno črto. Ker ta rumena črta, o kateri ves čas govorimo, ni tako, kot da bi bila tam neka ovira ali kaj podobnega. Ni tako, kot da bi bila tam stena. To je le določeno območje, za katero Izrael trdi, da ga trenutno nadzoruje izraelska vojska. Ali lahko preprečite vsakemu posameznemu državljanu, da bi šel nazaj in prečkal to črto? Odgovor je ne. Torej, to bo predstavljalo prvi izziv. Kako preprečiti trenja med tistimi, ki se vračajo, mnogi izmed njih prihajajo iz šiitskega prebivalstva, povezanega s Hezbolahom, in preprečiti vsakašna trenja med njimi in izraelsko vojsko. Drugič, kot smo pravkar omenili, mnogi izmed njih prihajajo iz vrst šiitske skupnosti v Libanonu, ki imajo povezave s Hezbolahom. In predpostavka v Izraelu je, da niso vsi med njimi tisto, kar je tukaj opisano kot navadni državljani, nedolžni državljani, ampak ljudje, ki imajo morda tudi druge načrte. Ni nujno, da gre za boj, lahko gre za obveščevalno dejavnost, opazovanje, kaj izraelska vojska počne in podobno. Tako je to tudi izziv, ki bo kar zadeva Izrael, in to je tudi nekaj, kar je navedeno, v memorandumu o soglasju, ki sta ga podpisala Izrael in Libanon. V memorandumu piše, da se nobeni državljani ne bodo vrnili na območje, ki ga nadzoruje izraelska vojska. Te besede so zapisane v memorandumu o soglasju. To je zelo pomembno. Vemo, da povsod po svetu, še posebej pa na tem območju, je najpomembneje to, kar se dejansko dogaja na terenu, ne pa vedno besede zapisane na papirju. Kaj pa libanonske oborožene sile, libanonska vojska? Kakšna je potem njihova odgovornost pri dovoljevanju ali nedovoljevanju libanonskim civilistom, da se vrnejo v svoje domove? Libanonska vojska naj bi preprečila ljudem prehod na ta območja. In kot sem že rekel, verjamem v dobro voljo libanonske vlade in vsaj dela libanonske vojske. Ampak, ko govorimo o libanonski vojski, LAF, libanonskih oboroženih silah, kolikor jaz razumem, vsaj 50% prihaja tudi iz vrst šiitske sekte in imajo povezave s Hezbolahom. Tako imamo včasih določeno sekto, ki mora poskrbeti, da drugi deli iste sekte ne prečkajo območij, ki jih nadzoruje Izrael, kar praktično vsi Libanonci smatrajo za nekaj nezakonitega. Želijo, da Izraelci odidejo. Torej, ali bodo dejansko Libanonci, libanonska vojska, ki jo pogosto sestavljajo vojaki s povezavami s Hezbolahom, pri zaustavljanju teh istih ljudi, ki se vračajo v svoje vasi, ali bodo pri tem zelo učinkoviti, včasih da, včasih ne.